kamnoseške delavnice Kamnoseštvo Svete. Po poklicu sem kamnosek, poleg tega sem tudi izučen elektrotehnik in na nek način sem v tej svoji delavnici povezal oba poklica. Kaj vse dejansko kamnosek počne? Kamnosek počne zelo dosti različnih stvari. In če začneva pri mičkeno bolj tradicionalnih, kot so, klesanje črk, ročna obdelava kamna z ročnim orodji, potem žaganje kamna, brušenje, poliranje kamna in seveda na koncu tudi samo montaža, se pravi na terenu oziroma pač pri stranki. Kamnoseke lahko mogoče razdelimo malo na tiste, ki so bolj tradicionalno usmerjeni, delajo bolj spomenike, kakšne skulpture, fontane, vodnjake in pa tiste, ki so bolj usmerjene v gradbeništvo, se pravi, ki izdelujejo police, tlake in seveda vse skupaj to tudi montirajo. Pozitivne plati so sigurno, da kamnosek pač iz enega materiala, z neke surovine oblikuje kamen, ga preoblikuje, se pravi, naredi nekaj novega, nekaj lepega. Kar se pa negativnih stvari tiče, je pa pač kamen tudi težak, v čist fizičnem smislu, kar se tiče montaž in teh stvari, pa predvsem to, da je ročno delo na nek način v tem današnjem svetu čedalje manj pač vredno. Ker pač vsi vemo, da globalna konkurenca pritiska iz celega sveta in praktično kitajski izdelki, ki konkurirajo na našem trgu, so tako nizke vrednosti, da s slovenskimi rokami, s slovenskim kamnosekom zelo težko pač temu konkuriraš. Kot sem že prej omenil, predvsem zaradi tega, ker je zelo dinamičen, bom rekel, stvari se ne ponavljajo. Vsako naročilo je v bistvu zgodba zase in res ti ni nikdar dolg čas. Se vam zdi, da mora kamnosek biti malček umetniškega duha? Seveda. Kamnosek je fino, če zna lepo risati, se pravi, da pač ima ta dar, da saj tiste osnovne linije, osnovne poteze nekje spravi na papir oziroma na kamen, ker je pač to osnova za kakršnokoli delo. Kolikor več ima še pač tega umetniškega čuta, toliko mu je potem tudi lažje delati, sploh delo s strankami, kjer je zelo dobrodošlo vsaka taka ideja in vsaka skica, da se pač lažje dogovoriš. Menite, da ima poklic kamnoseka dobro prihodnost? Poklic kamnoseka vsekakor ima prihodnost. Verjetno bo pač kamnosek v bodočnosti delal nekoliko drugače, se pravi, da bo vsaj svoje polizdelke nekje izdeloval na računalniško vodenih strojih, ker pač naš način življenja, enostavno ročno delo je predrago.
se pravi, in da bo kamnosek moral poznati računalniško tehnologijo, CNC tehnologijo. Seveda za finalizacijo teh polizdelkov, ko pridejo s stroja, bo pa še vedno potreboval vse tiste tradicionalne veščine, se pravi od ročnega dela do načrtovanja, da bo lahko pač ta polizdelk vrhunsko dokončal. Kaj bi sporočili vsem tistim, ki se za poklic kamnoseka odločajo? Sporočil bi, da če imajo veselje do tega poklica oziroma če smatrajo, da bi radi iz nečesa, se pravi iz nekega materiala, kot je nek kos kamna, da imajo željo potem, da bi iz njega nekaj naredili, in če imajo pač tudi ročne spretnosti, pa vsaj malo spretnosti za skiciranje, za risbo, potem vsekakor jim bi svetoval to pot. Ker kljub vsem težavam mislim, da se poklicu kamnoseka dobro piše. Hvala lepa za tale kratek pogovor in srečno. Hvala tudi vam.